Dobro jutro. Igramo se z žogo? Ja. Hej! Meni! Hej! Meni! Luna! Hej! Človečenje je proces, ki se je zgodil med 2 do 1,5 milijona mali. Ko se je z avstralopitekami razvil Homo habilis. Na nastanek človeka in njegova Andreja zdaj malico stran. Hitro je vplivala narava zlasti vremenske razmere. Razvoj človeške vrste so znanstveniki spoznavali iz Katarina, daj telefon. Ugotovili so, da je zibelka človeštva Afrika, ker so do zdaj našli najstarejše sledi. Dobro jutro! A sploh človeki smo? Ja, pri biologiji. Tišina! Bomo pač začeli še enkrat. Tišina! Še enkrat sem rekla. Učlovečenje je proces, ki se je zgodil med 2 do 1,5. Oprostite, ker si zamudil. Pol ure si zamudil. Upam, da imaš za zamudo dober razlog. No, upam, da nisi pozabil, zakaj si zamudil. Nisem. No, da slišimo. Obešal sem perilo. Tišina! Ti si obešal perilo. Zakaj ga pa ni mama? V službo se je mudilo. Tebi se pa ni mudilo v šolo, kaj ne? Ne! Mislim, ja, hotel sem reči, da smo še pol ure časa. Potem pa se je obešanje perilo zavleklo. Tišina! Potem pa se je obešanje perilo zavleklo. Verjemite, to vzam precej časa. Perilo bi lahko počakalo. Šola pa ne sme. Sedi, neupravičena. Sedi. Tišina! Spoštovani gledalci, dober večer. Danes se vam bomo javljali iz šole, ker se je zjutraj zgodilo nekaj nenavadnega. Dogodek je vznemiral tako učence kot učitelje. Zato je naša ekipa bliskovito reagirala in takoj odletela na kraj dogodka. Kot ste videli, dijak 2. razreda je zamudil pouk. To seveda ni nič nenavadnega, če ne bi imel izgovora, ki je učiteljico prevsem šokiral. Stopimo torej na šolski hodnik in povprašamo za izjave na ključne učenke in učence. Kamera teče? Seveda, vse je pripravljeno. Hočeš kaj povedati? Pa ti?
Hočeš ti kaj povedati? Pa ti? Hočeš ti kaj povedati? Zelo pohvalila, ker je obešal perilo. Takega fanta bi se vsaka mama želela zaveti, ampak nobeno nikle si ga ne bo želela za moža. A kaj? A sem prav slišala? Kaj pa je narobe s tem, če je obešal perilo? A ne vidiš, da je potencijalna copata? Ta bo celo življenje rebeš. Kaj? A ti to resno misliš? Čisto resno. Kaj moja očeta poglej? Zvečer je od pospravljanja, kuhanja in likanja tako utrujen, da še rebeš televizije ne more dovoliti. Po 5 minutah že smrči. Čisto je izmučen, ti reče. Če sama ne bi imela toliko dela šolo, bi mu še jaz pomagala. Kaj pa mama? Ona ima zvečer enkrat fitness, drugič pevski zbor, jogo ali pa gre soseda na kakšno predstavo. No, in kaj je se narobe? Nič, mama je čisto zadovoljna, ampak Adam izgleda zelo utrujen. Pravi, da jo je na začetku preveč razvadil. To je izkoriščanje moških. Absolutno. To moram posneti. Zelo zanimiva tema. Res, ampak danes smo prišli zaradi nečesa drugega. Mogoče se bomo o izkoriščanju moških pogovarjali kdaj drugič. Danes pa hvala za pogovor. Mi pa bomo poskusili najti še koga drugega in ga oprosili. Kaj misliš o dogodku, ki je razburil vašo šolo? A mislite tiste 11-metrovka včeraj? Čista neumnost. To pride od tega, ker je danes že lahko vsak bedak sodnik. Oprosti, o čem ti govoriš? O fuzbalu, a ne? O tekmi, na kateri so naši včeraj izgubili. Sojenje ni bilo pošteno. Povsem jasno je bilo, za koga so navijali sodniki. To je lahko videl vsak otrok. In vprašam vas, od kdaj so sodniki za to, da navijajo za svoje favorite, a? Jaz bi jim vzel licenco in to takoj! Dobro, dobro. Kaj pa dogodek v drugem vrstu? Tisto zamujanje. Zamujanje? Točno, tudi tako bi se lahko reklo. Sodniki so včeraj zamujali s pravimi odločitvami. Mislim, da so šele da potrebujejo očala, da vidijo postav pred nosom. Mislim, da so šele na tekmi prvič videli, da je žoga okrogla. Totalni bedak, pa niti enega gola niso žvižgali. Niti enega. Po pravici vam povem. Že je v redu. Ampak če... Hvala, res hvala. Kot vidite, se nas... Ja, kaj pa je to? Ali je to mogoče? Dijaki na tej šoli tudi jokajo. Ostanite z nami, ker tu takoj boste izvedeli, kaj pretresljivega se še dogaja na tej šoli. Prej pa še nekaj reklamnih sporočil. Danes dobimo teste z biologije. Mislim, da bo petica. Pri meni tudi čisto nič nisem znal. Spet ne bom smel iti na nogomet. Meni pa bodo ukinili vso komunikacijo. Handy, računalnik in televizijo. Tu imate teste. Petica in petica. Jutro ponavljamo. In če ne bo boljše, se pripravite na to, da boste drugo leto spet v istem razredu. Že jutri, ampak... Jutri lahko se kar začnete učiti. Danes pa res nimam časa za biologijo. Nujno moram biti na nogometni trening. Jaz pa se zelo slabo se počutim. Glava me boli in trebuh. Ne obupajte, ponujam vam rešitev. Bobone čuki čuk. Če te bobone pojeste, jutri vse veste. Deluje takoj in nima stranskih učinkov. Čuki čuk. Drugi dan. A kaj znaš toliko kot včeraj? Jaz tudi. Kaj če bi vseeno probala te bombone? Če upaš ti, bom tudi jaz. No, pa nam vidimo, če danes že kaj znata. Ja.
Izvolite. A nista ničesa? Papa, vse pravilno. Res sta se naučila, enica in enica. Čudeš? Ja! Če bombone čuki čuk pojeste, vse v šoli veste! Kot smo že rekli, dijaki na tej šoli tudi jokajo. Mogoče gre za neprimerno obnašanje učiteljev, ki mučajo in pretepajo učence. Mogoče še za kaj hujšega. Mi smo vsekako prvi na kraju zločina. Oprosti, ampak zakaj jokaš? Je kdo dalo? Ja, me je. Učiteljica, ali še huje? Učitelj, nič se ne boj, samo povej nam, da ti bomo pomagali. Kakšen učitelj? Andrej. Vidite, gledalce in gledalke, opraviti imamo z nasiljem, ki se skrivaj dogaja po hodnikih šole. In mi, ki smo odgovorni za te otroke, tega sploh ne opazimo. No, kaj pa ti je ta Andrej naredil? Nič. Kako nič? Zdaj si rekla, da te udaril. Nič se ne boj, ne bo tebe. Poskrbeli bomo za to. Kaj boste? Poskrbeli bomo za to, da se ti Andrej ne bo več dotaknil. Ne, samo tega ne. Še zdaj manjeram. Jaz ne vem. Uživo smo, če te lahko upomnim. Kaj reklame? Ravno bile, pred 2 minutami. Potem pa snemek, bomo videli tebe. Kaj pa Danko, kako izraža svoj nasilje? On je nekaj najlepšega, kar je sploh možno na svetu. On je... Kako te udaril? Z roko, s pestjo, te vrcu. On sploh je šel mimo mene, pa me sploh ni pogledal. Niti enkrat. Včeraj se mi je nasmejal, danes me pa sploh ni pogledal. Oprostite, a ste mogoče videli enega fanta? Enega fanta? Takega lepega. Kaj? A ste ga videla ali ne? Nimam časa vzdan. Lepega fanta, videla. A jaz? Kaj be to? Kviz? Jaz vas sprašujem, vi pa meni nazaj sprašujete. Oprosti, a misliš Andreja? Ja, a ga poznate Anikul? Ne. Ja, kaj ne? Ja. Poznam ga. Gotovo je kul. Zakaj mi tega takoj ne poveste? Jaz ga moram nujno takoj videti. Za življenje gre. Dobar dan. A ni danes en lep dan? Dobar dan. Mogoče bomo pa stole imeli več sreče. Ja, prav imate. Srečni dan je danes, ne samo lep. In to praviš kljub neljubemu dogodku druge B. A mislite tista šipa, ki se je razletela? Šipa? No, pa steklo. Menda je šla po celem razredu. 6 stop so pobirali črepinje. Enorec iz višjega razreda je na dvorišču vrtca žugo. Pa se je zgodilo. Mi je povedala prijateljica, da so imeli črepinje še v laseh. Grozno, totalno grozno. Bi lahko za naše gledalce še enkrat povedala, kaj se je zgodilo? A za gledalce? To pa ne. Kaj ne? Nič povedati. Zakaj pa ne? Nočem. Ampak lahko nastopaš po televiziji, vsi te bodo poznali. Glavna zvezda na šoli boš. Oprostite, mama mi je rekla, da se ne sme pogovarjati s tujci. Jaz pa gledalcev in vas tudi ne poznam. Ampak nič ti ne bom naredila. Kaj pa on? Kaj je z mano? Da mi ne bi zdaj ponujal kakšnih bombončkov pa čokolade. Mi je mama rekla, kaj takšni govorijo. Mi je tudi rekla, da lahko takoj pokličem policijo, če srečam kakšnega, ki mi kaj ponuja. Ampak sploh nimam bombončkov. Pa čokolado? Ne jem čokolade. Ne ješ čokolade? Potem pa sploh ne bom ničesar povedala. Kaj pa je? Hitro! Zdaj ne pa je telovadbo! Gremo že! Kdo ima telovadbo? Andrej! Daj, reklame, da ne znori. Rekla sem reklame. Gre, tehnične motnje. Zdaj gre. Reklame!
okna so super čista. Ven se čisto dobro vidi. Brez čečanja okna čakajo. Sovražimo okna! Hočete imeti več prostega časa? Ja! Predstavljam najnovejše čistilo čisto. V trenutku očisti okna, pobriše prah, posesa preproge. Čisto, bolj čisto. Poskusite, ne bo vam žal. Wow! Poglej, Verena, vse se sveti. Okna so tako čista, da se sploh ne vidijo. Čisto je čiščenje, čista zabava. Da čisto ima doma, veselje s čiščenjem ima. Čisto. Po kratkem predahu se spet vračamo v nenavadno šolo. Pozdravljena, fanta. Vidva, sta se torej odločila za gladovno stavko. Bi lahko gledalcem povedala, zakaj sta se odločila za tako skrajno obliko protesta? Takoj, samo da pometim. A bo Torej. Midva sva se odločila za gladovno stavko, ker je prehrana na naši šoli za nič. Tako je! A imata kakšne predloge za izboljšanje prehrane? Seveda jih imava, seveda! Vse sva že povedala kuharici, ravnateljici, razredničarki in nekaterim drugim učiteljem. Pa so se nama vsi samo smejali. Boste malo čipsa? Ne, hvala pa vi. Tudi ne, hvala. Kaj pa ne? Super je! Tako fino mastni. Kaj stopi se pusti? Že žal vama bo. Mi je že žal, ampak služba je služba, družba je pa družba. Že v redu. Zanima me samo, kakšne so vejne zahteve. Zahtevava, da se iz prehrane na naši šoli črta zelenjava in vse tisto, česar ne marava. Zahtevava, da se v jedilnik nese samo krofi, čips, čokolada, kola, bomboni, spet kola. Dokler kuharica ne izpolni njenih zahtev, bo pa gladovna stavkala. Tako je! Se vama ne zdi nič čudno, da med gladovno stavko jesta, da se pašeta? To ni nič nenavadnega, to je posebna gladovna stavka. Posebna? Bi lahko gledalcem razložila bolj podrobno? Gladovna stavkava samo glede tiste hrane, ki je ne marava. In je na naši šoli odločno preveč, ne pa do tiste, ki je sploh ni. Bodo hrane, ki jo je zdajle na naši šoli več, bova nehala gladovno stavkati. In bova včasih, ampak samo včasih, tudi jedla zelenjavo. Stavkava! O poteku gladovne stavke vas bomo spodjo obveščali. Upam samo, da se učenca med gladovno stavko ne bosta zrečite. Prekinjamo poročila o zamujanju, ker mi sporoče, da je prav to šolo nepričakovano obiskal naš izjemni umetnik, mednarodni kipar Miha Angelo, ki ga bomo seveda takoj, ko ga najdemo, prosili za kratko izjavo. Lepo pozdravljeni, gospod Angelo. Miha Angelo, prosim lepo. In vi ste? Ravnateljica Zvezdana, šolnik. Čast mi je. Meni tudi. Vas lahko vprašam, gospod Čemu se vam zahvaliti, da ste nas počastili svojo prisotnostjo? Odločil sem se, da se vrnem na svoj začetek. Ne razumem. Tu sem namreč hodil v prvi razred. Tega pa res nisem vedela. Seveda ne, kajti že po 3 dneh sem zamenjal šolo. Takrat so starši zatrdili mojo izjavo.
Učili smo se v New York. Šveda v New York. Ulala! No, kakorkoli, odločil sem se, da vam danes na kratkem obisku moje rane mladosti poklonim nekaj izjemnega. Priče boste, imate pa res srečo. Izjemnemu umetniškemu dogodku, za katerega smo šolo, ki sem jo nikoč ni obiskoval. Seveda. Bi lahko kaj več povedali tudi gledalcem, za kakšen umetniški dogodek tam gre. S tem, da je to izjemen umetniški dogodek, je povedano čisto dovolj. Kakšen material pa boste uporabili? Glino, kamen, morda kovino? Veste kaj, ti materiali so zastareli in preživeti. Zdaj živimo v 21. stoletju in moj način kiparjenja je v skladu z našim stoletjem. Ali tisočletjem, če že hočete. Material, ki ga jaz uporabljam, je model sam po sebi. Zasnovan naravno kibernetsko. Naravno kaj? Kibernetsko. Naravno kibernetsko? Ali bolj preprosto povedano, gre za videzno resničnost. Videzno resničnost? Videzno resničnost? Vidim, da ne razumete, zato vam bo moj kiparjenje kar demonstriral. Ti, prosim, stopi sem. Zdaj me pa poslušaj. Me poslušaš? Poslušam, zelo poslušam. Ko bom preštel do 3, se spremeni v kip. 1, 2, 3. Vidite, to je videzna resničnost. Kiparjenje 21. stoletja. Materiali so pristni, naravni, ne izkoriščam in ne uporabljam naravo. No, zdaj pa še drugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Oprostite, trenutno rabim ustvarjalni mir. Nasvidenje. Reklame! No, otroci, pospravite svoje sobe. Čez 1 uro se vrne mama iz službene poti. In ne smem misliti, da smo ves čas gledali televizijo. Jaz sem že Ada. Pridna, zelo pridna. No, še vidva pospravlja. Čez 1 uro mora biti vse tip-top. Ti ta mala, ki si tako lepo pospravila svojo sobo, daj še meni. Noče! Meni pa boš, a ne? Kak sama dejta? Če pa nočeš, boš pa zakazati svoje sobe še enkrat pospravila. Če imate velike tečne brate ali sestre, hipnotiziral hipu. Pospravita! Sedita! Praskajta se pod pastuho! Zapojta mi pesmico! Stop! Čeprav ste najmlajši v družini, nič ne skrbite! S hipom vaši brate in sestre delajo, kar vi želite! Hipnotiziral hipu! Zdaj se vračamo k obešanju perila. Pa kaj je, ves čas sprašujete o tem obešanju perila? Ali je tu skrita kamera, ali kaj? Kako skrita, če jo vidiš? Saj smo o obešanju perila in zamujanju že vse povedali. Lahko pa še kaj vprašate o Andreju. Pa mene tudi. Jaz vem največ o njem. Sva skupaj soseda, samo kriva si naprej stanuje. Sem včeraj govorila z njegovo sestro. Ja, in ti lahko govoriš s celo njegovo familijo, pa to še nič ne pomeni.
Jaz sem ga danes zjutraj pozdravila. Jaz sem ga pa gledala, ko je na vlaku spal, tako srčka ni bil vse ni zapovedala. Srčka nam ni zapovedala. Če si slučajno enkrat sedela z njim v vlaku, to še nič ne pomeni. In sploh je pa to že bilo pred enim tednom, pa moramo kaj naprej poslušati. Ja, prav imaš. To smo slišali že 100-krat, pa še lažeš sram, da veš. Kaj? No, kar povejkam si povedala meni, da imam vrh glave tebe in tvojega vlaka. No, povej. Ja, kot sem rekla, sem včeraj govorila z njegovo sestro in ona pravi, da se Andrej sploh ne vozi v šolo z vlakom, ampak ga vozi ata, ki dela v Celovcu. Kaj pa boš zdaj rekla, a? Mogoče ima pa Andrej brata dvojčka. Vidvesta, noče več biti vajna prijateljica, da vesta in kaj imejte tistega Andreja Trapasega. Saj je še kaj drugega na svetu kot en Andrej, ki vaje še pogledane. Če dovolite, da se vmešam, lahko ta pogovor ponovimo, je bil izredno zanimiv. Samo malo ga bomo spremenili, bo pa super prispevek o mladih in njihovem prostem času. Kaj? Tole ste snemali? Pa ne da bi nas karkoli vprašali, kaj pridete in snimate, a ste že slišali za pravico do zasebnosti, ja? Ampak te vse govori o nekem Andreju. Tak je treba prijaviti na policijo, naj se brejo. No, govorili ste javno pred vsemi. Kaj pa, če nočemo biti v televiziji, a? Kaj pa, če vas moja mama, ki je čisto slučajno odvetnica, toži, a? A lahko še v mojem imenu tudi? Pa mojem tudi. Dajmo skupaj tožiti televizijo, ker nas snimajo, ne da bi nas vprašali. Bo bolj zabavno kot iskanje Andreja. Jaz sem za. Super, jaz tudi. Daj ugasni kamero, hitro. Že grem, punce. Bomo tole zbrisali, pa nihče ne bo nikogar tožil. A je prav? Jaz pa vas peljem na sladoled, če ste za to. Spet nas hoče nekaj peljati. Moja mama pravi, da se temu reče podkupovanje. A vi veste, kaj to pomeni? Gotovo kaj grdega. Pokličimo že kakšnega policaja. Ja! Nekaj hitro, to. Našo je totalno čudno. Dragi gledalci, spoštovane gledalke, želimo vam lep večer, dobro jutro, popoldan in tako dalje. Hvala za pozornost, bo vam tudi z moje strani. Nasvidenje. Poglejte, Andrej! Vidite, kaj se lahko zgodi, če mora en otrok zjutraj obešati perilo. Thank you.